Ob koncu še o Mednarodnem dnevu otrok v medijih. Pobudo zanj sta dala UNICEF in Mednarodni odbor Akademije za televizijsko umetnost in znanost. Na ta dan pa naj bi se otroci podrobneje seznanili z medijskim ustvarjanjem. Tako se mi je zdaj v studiu pridružil sovoditelj, devetošolec Jan Trebušak. Pozdravljen. Dober dan. Letošnja tema Mednarodnega dneva otrok v medijih je medvrstniško nasilje. Po nekaterih raziskavah je pri nas vsak četrti učenec žrtev nasilja, vsak peti pa je sam nasilen do vrstnikov. Seveda ne gre le za telesno nasilje. Tako je. Moji vrstnici so na družabnem omrežju Ask napisali, naj stori samomor, naj se reže, da je grda. Pred kratkim je močno odmeval tudi primer na osnovni šoli Deskle. O napadalnem, nasilnem vedenju so govorili tudi otroški UNICEF-ovi ambasadorji. Poglejmo. Pretepanje. Žaljenje. Grožnje. Nadlegovanje na internetu. To so le nekatere od oblik nasilja, ki so jih ti 4 osnovnošolci že opazili pri svojih vrstnikih. S pestmi se sošolcev mladostniki morda res da lotevajo redkeje kot časih. Vse več pa je bolj prefinjenih oblik agresivnega vedenja. Eni moji sošolci se spravijo na kakšno mojo sošolko in je pol toliko žalijo, da se pol začne jokati. Imam enega sošolca, ki je tak, hoče tep z druge ljudi. Meni se zdi, da je nasilje res nekaj slabega. Več kot 600 za otroke varnih točk je v 32 krajih po Sloveniji, v lekarnah, knjižnicah, trgovinah, tudi v medijih. Povsod tam, kjer je nalepljen ta znak, so uslužbenci tudi prostovoljci, da otroci v stiski ne bi bili sami. Tudi RTV je ena izmed ljubljanskih varnih točk, kar nas izredno veseli, ker je RTV tudi sama zelo prepoznavna in v bližini šol. Pogovor in zaščito otroci dobijo tudi, ko zavrtijo številko 116-111. Tom svetovalci so samo lani telefonsko slušalko dvignili skoraj 29.000-krat. Na tom telefonu svetovalci prisluhnejo, se odzovejo. To je eden od korakov, ki pomiri. Ko jim pomagamo v bistvu priti v stik z tem intenzivnim čustvovanjem, šele takrat je čas, da lahko to oni razumejo. Za nasiljem se namreč, kot pravi dr. Mrgole, vedno skrivajo stare, nerešene zgodbe. Jan, tudi ti si UNICEF-ov ambasador. Kaj lahko mladi storijo za to, da bo manj nasilja, za bolj prijateljske odnose? Predvsem je pomembno, da tisti, ki to nasilje opazujejo, ne opazujejo nemo in da se o tem nasilju govori in tudi pogovarja. Prav, za konec še, kako je bilo sedeti na voditeljskem stolu? Te zanimajo mediji, novinarstvo? Ja, mediji in novinarstvo me res zanimajo in tukaj na tem stolu, v tem studiu je res zanimivo in super. Hvala za obisk v studiu in za pomoč pri vodenju. Odpoved pa prepuščam tebi. Lep dan in nasvidenje.